tema je nekaj, kar mi je Bog položil že nekaj časa nazaj na srce. In je tako, rad bi govoril o klicu, o Božjem klicu. In zdaj, tukaj bi kar začel z vprašanjem, kaj je tvoj klic? Tvoj krščanski klic, tvoj klic v Božjem kraljestvu. Zdaj, mi bi ponavadi odgovorili, recimo, jaz sem poklican za stavljenje, jaz sem poklican za delo z mladimi, jaz sem poklican za prevajanje, tako bi ponavadi odgovorili. No, ampak, če gremo v novo zavezo, zadenemo presenečenje. To vajo sem naredil in v novi zavezi sem najdel samo 2 mesti, kjer se beseda klic povezuje z določeno službo v cerkvi. In to je dvakrat isto na začetku pisem. Apostol Pavel reče poklican apostol, poklican za apostola, nekaj tazga. Na začetku pisma Rimljanom, pa prvega pisma Korinčanom. Ampak vsi ostali odlomki, ki govorijo o klicu, jih je vsaj 50, govorijo o nečem drugem. In zdaj za začetek bom kar prebral par mest iz Svetega pisma, iz Nove zaveze, da dobimo malo okus, kako Nova zaveza govori o klicu. In bom kar prebral, najprej bom šel takole, Rimljanom 1:6-7, takole prav. Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus, vsem, ki ste v Rimu, Božji ljubljenci, poklicani in sveti. Prav, vidimo, klic gre vsem ven, kliče ta, ki je Jezus, oziroma zanimivo in drugi prevodi angleški rečejo, poklicani to belong to Jesus Christ, zdaj smo poklicani, da pripadamo njemu. Gremo naprej, drugo pismo Timoteju 1:9. Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem. Prav, nismo samo odrešeni, poklicani smo tudi, ta klic je nekaj svetega, prav ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu. Hebrejcem 3:1 govori, zato sveti bratje deležni nebeškega klica, se pravi, tle en klic, ki se razlega iz nebes dol na zemljo, k vsem nam. Še naprej, drugo pismo Tesaloničanom. Mi pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu za vas, od Boga ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil, da s posvečenjem duha in z vero v resnico postaneta prvina odrešenja, v to vas je tudi poklical po našem evangeliju, da bi prišli do slave našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Tukaj malo vidimo, da je vsebina klica je Kristusova slava, njegovo veličastvo, njegova kraljevska oblast, seveda tukaj, ki se bo razodela ob koncu časa, ampak, če smo v njo poklicani, vemo, da po duhu se ta realnost v nas že zdaj tudi odraža, ker je tudi pisano, da tisti, ki imajo tako upanje, se že očiščujejo tako, kot je on čist. Se pravi, stvari, ki jih upamo, ki vemo, da se bodo zgodilo, pol niso samo neka informacija, ki moramo vedeti, je nekaj, kar nas transformira tukaj in zdaj danes, in kar je nekaj močnega. Zato Pavel ne govori samo o veri in ljubezni, govori tudi o upanju, ta njegova trojica, ta glavnih vrlin, kako ne rečemo, upanje je ta dimenzija, ki je prihodna, ampak ki nas transformira tukaj in zdaj. Vrstica, iz katere bi jaz izhajal danes, ker se mi zdi, da najbolj povzame to novo zavezno govorjenje o klicu, je pa tale, pa iz prvega pisma Korinčanom, prvo poglavje, 9. vrstica. Pavel zaključil v bistvu zaključek uvoda v pismo, to bi skoraj lahko rekel, da to bi nekaj, ker bi on napisal na ovojnico, pisemsko ovojnico, ni še vsebina pisma, in zaključil takole, zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo svojim sinom Jezusom Kristusom in našim Gospodom.
Ja? Se pravi, tukaj se mi zdi, da je najbolj jasno in preprosto izražena vsebina tega klica, o katerem govorimo, tega klica, ki smo ga vsi deležni, nebeškega klica, svetega klica in pravi občestvo. Ne? In to je ena taka močna, bogata beseda v izvirniku, je to koinonija in ima cel spektr pomenov in pomeni lahko čisto preprosto partnerstvo v biznisu, ampak ponavadi pomeni več, pomeni v bistvu imeti nekaj skupnega, uporablja se za skupno lastnino, recimo, če imate dva nekaj skupnega, je to koinonija, seveda pa pomeni tudi skupno življenje, ki ga imamo, recimo govori se o občestvu Svetega Duha, to pomeni, da smo skupaj deležni Svetega Duha, no, ampak tukaj seveda v tem odlomku pa govori tole, da smo mi poklicani v to, da skupaj, da smo deležni Kristusa in da smo skupaj z njim seveda opreženi, da smo skupaj z njim, da smo eno z njim. To je zdaj ta nebeški klic, ki prihaja iz nebes na zemljo. No in tukaj se mi zdi tudi najboljš, da pogledamo čisto konkretno, kako ta klic zgleda, ker imamo nekaj besed v Svetem pismu, ki so po mojem kar direktno ta klic. Ko je šel Jezus na goro z 3 najožjimi učenci, se je tam preobrazil, prišla je Božja šekina, Božji oblak, slišal se en glas iz njega. Kaj se je slišal iz tistega oblaka? Ja? Tako, ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. In to je moja molitev tudi danes za nas vse, da slišimo ta glas iz nebes, ker nam kliče, ker nam upije. Ta Jezus je Mesija, ta je ljubljeni sin, njega poslušajte, se pravi, uprešte se z njim, zapletite se z njim, bodite tam. To je klic, ki ga kliče sam Bog Oče nam vsem. Kliče ga pa tudi sam Jezus, ne? Ker imamo recimo več mest v evangelijih, najbolj seveda klasično je to, ko Jezus recimo reče v Marko 2.14, hodi za menoj. Jezus ni poklical ljudi, začnite verjeti določene verske resnice ali pa začnite prakticirati XYZ. Klic, ki ga ima Jezus do vsazga, od nas do mene in do tebe, je Matjaž, Simona, Barbara, vsak zdaj zna svoje ime. Hodi za menoj. To je klic, ki se razlega po duhu, k nam vsem, pa seveda ne samo k nam, tudi vsakmo tukaj odzumi. In mi smo potem tisti, ki naj bi ta klic posledovali naprej, točno v tej obliki. Še druge Jezus tudi kliče zelo eksplicitno, Matej 11, 28, 29, zelo znan odlomk, ampak ga bom zdaj prebral iz vidika, ki ga ponavadi ne slišimo. Jezus pravi, pridite k meni. Vsi, ki ste utrujeni, obteženi, jaz sem vam dal počitek, vzemite nas mojarem in učite se od mene. Pridite k meni, kliče Jezus, učite se od mene. Bodite moji učenci, spet povežite se z mano na ta preprost, intenziven način, da poslušate mene, ker jaz imam dobre stvari za dati in za povedati. No in potem seveda, predvsem v pismih, potem najdemo to izraženo kot klic, da posnemamo Kristusa in celo tudi Boga. Recimo najbolj očitno imamo tako v Efežanih 5.1.2, takole prav. Posnemajte torej Boga. Saj ste njegovi ljubljeni otroci in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blagodišečo daritev in žrtev Bogu. Posnemanje. To je velika tema, tukaj bi lahko na to celo temo bi lahko govorili ure in ure. Ampak tako, da bi Bog sprožil iz nebes en tak val posnemanja. Oče pošle sina, da postane človek, postane en izmed nas in ta Božji sin tukaj na tej zemlji, v teh razmerah, ki jih imamo, živi Božje življenje in dejansko živi kot pravi človek tudi.
Ja, in to življenje se razodeva in se razodeva na ta način, da ga ljudje lahko začnemo posnemati. Ne. To, kar je Jezus prav, pridite k meni, učite se od mene, govori o posnemanju, Pavel v pismu to samo nadaljuje, isti ta klic prav, posnemajte Boga in potem tle gre Pavel seveda značilno za njega, Pavel gre do konca, prav, posnemajte Kristusa v vsem in najprej predvsem v žrtvi. Ne, prav, ne, in žrtvi, ki pa hkrati ljubezen. Ne, mi vemo, da Božja ljubezen se je najbolj in najbolj vrhunsko razodela v tem, da je Jezus sam sebe žrtvoval za nas, da je umrl za nas na križu in tako smo rešeni in tako živimo. In zdaj pa Pavel to raztegne na krščansko skupnost, ne, pravi tle, ker smo prebrali, posnemajte Boga, ne, prav, kakor je Kristus vzljubil nas in se daroval in žrtvoval, se pravi, Božja vizija za tebe in za mene je, da smo podobni Kristusu do te mere, da je ta ista žrtvovanska ljubezen, da operira v nas, da smo sposobni to vrste žrtve in to seveda iz ljubezni, ne iz prisile, ne iz občutka krivde ali kaj tazga, ampak iz čiste svobode, iz svobode Božjih otrok. Ker tako živi Božji otrok, Jezus, in tako ne bi živeli Božji otroci. Mi, vsi. Ja, tukaj bi se lahko spomnili tudi na to prispodobo, ki je Jezus uporabi v Janezovem evangeliju, v 15. poglavju, ki govori o vinski trti, da je on vinska trta, mi smo mladike na njej, ne, in govori, da to je pomemben odlom, svetujem, da si ga preberete, da premislite o njem. Govori, o čem spet ta odlom govori? Slika, kjer je Jezus tista nosilna trta, glavna trta in mi enostavno ne bi izraščali ven iz njega z vsemi njegovimi kvalitetami, z vsemi njegovimi sadovi ven v svet. Govori o v bistvu popolni združenosti z Jezusom, popolni enosti in potem, da iz tega ven mi rastemo in ta temen, mračen svet, takrat je, prinašamo Kristusa v vseh pogledih. Še naprej, Pavel tudi to zelo, se mi zdi, jasno pove tlele, v kratki vrstici v Rimljanom 8:29, kjer govori o Božjem načrtu, govori, da smo poklicani, da smo izvoljeni, in prav, zakaj smo izvoljeni, zakaj smo poklicani, kaj smo predestinirani, tukaj je tista beseda predestinacija, ki pa govori malo drugače, kot smo ponavad slišimo, tukaj smo vnaprej določeni, da bi bili skladni s podobo Božjega Sina. Se pravi, spet, Božji načrt od večnosti nazaj do večnosti naprej je to, da Bog najde ljudi, ki so pripravljeni se odzvati klicem in ki so pripravljeni ugrizniti v to, kar Bog hoče narediti v njih, skladni s podobo Božjega Sina, se pravi, taki kot Jezus, da postanemo v vsem podobni njemu. Ja, in da dejansko živimo kot on, in to prav najdemo potem v prvem Janezovem pismu, najde takole, kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on, pa malo poznaj prav, kaj ti, kakor biva on, tako bivamo tudi mi v tem svetu. Dajmo zagrabati res tole besedo, dajmo jo prežvečati. Ne prav, da ne bi živeli tako kot Jezus. Čist direktno mi povedla Janez. Mi ne bi živeli tako kot Jezus. In kakor on biva, kakor on obstaja, tako ne bi mi obstajali v tem svetu. Ne? To je Božja vizija za nas, da živimo kot Jezus, da živimo, da obstajamo kot on. In ne samo vizija, to nam je podarjeno. Zato je Jezus umrl, zato je se žrtvoval, prelil svojo kri, zato je vstal od mrtvih, zato je poslal Svetega Duha, da bi lansiral ta klic, da bi lansiral, da bi se ta klic razlegel kot ena močna trobenta nad vsem svetom in predvsem pa nad vsemi, ki bi hočejo poslušati.
No in zato potem najdemo v Novi zavezi tisto frazo, ki je taka malo težka, ki pravi v Kristusu. Sem šel štet, to se pojavlja 152krat, biti v Kristusu. Ampak o tem govorimo. O tem govorimo. Najbolj tipična, recimo, mogoče je ta, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. In to je način, predvsem kako apostol Pavel govori o naši realnosti, kako nas je Bog postavil. V bistvu nas je Bog poklical v Kristusa, kar van. Da se ugnezdimo v njem, da se preobrazimo v njem, da nas on od odznotraj preoblikuje, transformira v njegovo podobo. No in tako, tukaj se mi zdi, če zdaj se ustavimo za hip, tole nam pomaga, da vidimo ta velik klic, ta močen, ta radikalen klic nam bolj pomaga tudi pri tem, ko se sprašujemo o naših, bom rekel, posameznih klicih, ki jih imamo v življenju. Če temu hočemo reči klic, očitno vidimo, da to ni glih najbolj tipično, saj Nova zaveza se večinoma ne izraža tako, ampak seveda vemo, da so različne službe in tako naprej. Kaj lahko iz tega rečemo glede tega? Ja, najprej moramo dejansko prisluhniti temu prvemu klicu. In dejansko, ko se uprežemo v ta jaren, katerega nas je Jezus poklical, ko se vam uprežemo z vso silo, ko se odzovemo popolnoma na ta prvi glaven klic, potem s tem dejansko damo prostor, da začnejo počasi v nas zoreti tudi kakšne specifike, ki jih imamo. Vse vemo, ene Bog je dal, da so eni evangelisti, eni učitelji, eni preroki, eni apostoli in tako naprej. Ampak namen Božji je, da imamo fokus prav na tem preprostem, glavnem, močnem klicu in ravno ta klic, ko se nam pač probamo odzvati z vsem bitjem, z vsem znanjem, umom, vsem karakterjem, vsem, kar imamo, seveda se bo začel kristalizirati določene specifike. En bo malo bolj pravoški, en bo malo bolj učiteljski, en bo bolj evangelist in tako naprej. Hočem reči, razmislek o tem, kako priti do teh specifičnih klicev, služb in tako naprej, ni to, da se poglabljamo in zgubljamo, preveč energije s tem, kaj je to ali uno, ne. Ključ je to, da gremo v Kristusa in s tem, ko bomo z njim, bo iz te interakcije nekako naravno izplavala tudi specifika, ki je bolj pomembna. Ker vseeno, v tej luči, kot smo zdaj pogledali, so te stvari sekundarne. Ključno je, da mi odgovorimo na ta prvi klic in seveda, če bomo na ta klic odgovorili, ni govora, da bi mi lahko zgrešili kjerokoli manjšo stvar. Vemo, Jezus je rekel, iščite prvo kraljestvo in vam bo vse ostalo navrženo, tako je tudi s tem. Če iščemo prvo, to je res identiteto z Jezusom, nam bo navrženo čisto vse ostalo. Tudi take stvari, ki jih pol moramo vedeti, recimo, kot specifične službe in darovi in tako naprej. Vse to je v Kristusu. V njem so vsi zakladi modrosti in vednosti, ves duhovni blagoslov je v njem. Se pravi, ko smo bliz njega, te stvari začnejo potem tudi rasti v nas in se kazati. In se pravi, ta prvi klic omogoča, da pol te sekundarni klici tudi se začnejo kristalizirati, zoreti, kazati. Tukaj zdaj glede tega klica, jaz rečem tale stavk, da ta klic je preprost, ni pa lahek. Preprost je zato, ker je jasen. Bog si je stvar zamislil izredno preprosto, poslal je svojega sina. Rekel, tukaj, to je moj plan za vas, glejte njega. Vse, kar je on, vi. In zaradi tega istega seveda tudi klic ni lahek. Ker dejansko Bog si ni zamislil enega majhnega cilja za nas, ampak velikega. In je, kot se reče po angleški, God-sized goal. Cilj, ki ga dejansko samo Bog lahko uresniči. In tudi je kompletno jasno, da mi tega ne moramo uresničiti. Nas pa Bog izziva, da v to vstopimo, da se pustimo nagovoriti njemu, da pustimo resno vzeti to njegovo noro idejo pravzaprav. To čist skrajno noro idejo, da bo Bog imel majhno vojsko, majhnih Kristusov, ki bodo to njegovo življenje,
ko smo govorili o posnemanju, ne, da to življenje, ki ga Bog živi v nebesih, Jezus prinesel dol, Sveti Duh poslano Jezusovem imenu prinaša to eksaktno isto življenje dol in da mi da ga z zgledom absorbiramo in da z zgledom potem tudi druge potegnemo v delokrog Božjega življenja, ki operira iz nebes na zemljo. In potem imamo to situacijo, o kateri smo govorili Peter, ja, lestev med nebom in zemljo, se pravi, vroča linija med nebesi in zemljo se dogaja. Ne? Stvari iz nebes prihajajo na zemljo, stvari iz zemlje grejo gor. Kot je Jezus tudi molil, ne? Kako je v nebesih, tako na zemlji, in tukaj se potem začne dogajati ta realnost, v katero smo postavljeni, ker smo pač na liniji tega, ker Bog želi delati. Ja, se pravi, gre za visok cilj. Bog da bi postavil silno visok cilj. Ampak imamo tudi besedo, ki nas pri tem zelo lahko potolaži in spodbudi, ker to čist jasno pove. Na koncu prvega pisma Tesaloničanom beremo takole. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. Ja? In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil. On bo to izpolnil, on je zvest, in tukaj pa Božji karakter. Ne? Bog se ne igra. Bog je zvest, on iz svoje zvestobe nas je tako poklical in prav on bo to izpolnil. Mi seveda smo pa poklicani, da sodelujemo pri tem, da nas on naredi popolne v Kristusu, tako kot smo tukaj brali. To je Božje delo, naše delo je pa, da resno vzamemo to Božjo, tako človeško gledano, noro, nemogoče, da je pravzaprav. Ne? Smo. Bog, kateremu smo pristopili, ni Bog mogočega, ampak je Bog nemogočega. Njemu je vse mogoče. Beremo, tako je Jezus molil, tako so drugi molili. Bogu ni nič nemogoče. Ja, če pristopamo k takmu Bogu, pa lahko vidimo, pa lahko griznemo nekaj tako čudnega in pravzaprav norega, tako človeško gledano, kot je ta vizija. Ne, da postanemo podobni Jezusu v vsem. No, tukaj bi pa zdaj imel čist še en oseben košček bi tle dodal. Ker zdaj, verjetno nekateri veste, se predvsej Simona Soba posvečala učenčevstvu. Kako je zdaj s tem? Ne? A je učenčevstvo klic? Ne? Zdaj, če smo striktni po novi zavezi, tega ne najdemo kot klic. Ne? Najna izkušnja tukaj je bila tale, to lahko podelim nakratko, da par let nazaj je prišel en brat, smo bili majhna skupinca, no in smo prebrali isto besedo na koncu Matejevega evangelija, ki pravi Jezus, pojdite in naredite ali pa delajte učence iz vseh narodov in jaz bom z vami. In tako pa on rekel, lejte, to je Jezusova zadnja beseda, to pomeni, da je verjetno ena taka malo bolj pomembna beseda, ne? Če človek, ki se proslavlja, pove nekako glavno zadevo. Sprav tle je to, da delajte učence. Ne? Pa tako vprašajo, koliko učencev ste naredili v zadnjem letu? Rešemo, nič. Prav, fantje, kaj čakate? Kaj ni jasno tle? Ni jasno, kaj tle piše? Je jasno. Kaj pa misliš tem? Kako pa ne bi to zgledal? Kaj zdaj to? Ne? Preko, čak, ne, lej, sej poglej, mogoče ti je Bog že pripeljal kakšne ljudi, ki nekako naravno, ne vem, te kličejo, te prosijo za nasvet, te prosijo za molitev. Kako bi izgledal, da bi s temi ljudmi začel načrtno delati? Ena lučka se je pržgala. No, v glavnem, tako naj je Bog lansiral prav močno v to smer. In jasno mi, da sem pa tako dela kot klic, ne, da je to nek klic ali nekaj tazga. Samo zdaj, ne, če gremo na to, kar smo prej predstavili, ne, je pa tako, ne, prav kot klic tega v novi zavezi ni. Mi smo poklicani v Kristusa. Pika. Full stop. Ampak je pa potem nekaj drugega, ker pa moramo razmisliti, ker bi tudi vam predložil. Ne. Zdaj, brali smo, da moramo mi Kristusa, Jezusa posnemati v vsem. Ne. Se pravi,
dejansko učenc, beseda učenc bi bilo mogoče še boljš, če bi jo prevedel kot vajenc, ker gre za pač moj strah, ker ne vem, zna neko obrt in dobi enega vajenca in kaj, mojster pokaže, lej, to se dela tako, on se dela tako, vajenc najprej malo gleda, pol počas sam proba, potem sam naredi, pa mojster gleda in na konc, ker je izučen, je pač vajenc sam lahko naredi, ne vem, karkoli je, ne posoda, ne vem. In ja, se pravi, Jezus se moramo posnemati. Ne. Zdaj pa seveda, če pa pogledamo zdaj evangelije, ne, kaj pa je Jezus delal? Jezus, pa vidimo eno zelo hecno stvar, to mi je tako, še let 2 nazaj, sem o tem razmišljal in me pravzaprav presunal. Jezus, ki je imel tako moč, ne, ki je imel pač vse darove kompletno, ne, za njim so šle množice, ne, pozdravljal jih je in tako naprej, ne, ampak njegov fokus in tudi njegov glaven output, če lahko grdo rečem, v momentu, ko je on šel v nebesa, je bilo tistih 11 streniranih, 12 minus 1, pa še malo večja skupnost tako, ampak 11 ljudi, ki so bili kompletno strenirani in na teh 11 je veselo odrešenje celega sveta. Ampak v neki nori božji logiki je bilo to dost. Tako, če pomisliš, Jezus bi lahko naredil movement, ki bi obrnil Palestino na glavo, on je imel tam množice. On bi lahko nasilil movement, dejansko močen, velik, 1000 ljudi, ampak on tega ni naredil. On je dejansko služil množicam, ampak fokusiral se pa na tisto majhno skupino učencev, ker jih je očitno vedel, da mora une strenirati do konca. No in to je njegov dosežek, to je njegov rezultat, to je njegov output. Ne? Se pravi, to je meni to fascinantno pravzaprav, kako si to Jezus zamislil, tistih 11 ljudi, plus še malo ene podporne skupnosti, ampak te so bili usposobljeni, da je bilo dovolj za odrešitev vsega sveta. Ker teh 11 se je potem multipliciralo, se je množilo naprej. En cel krščanski movement, tam dokaj to ni ratala imperialna religija v 4. stoletju, se cel to gibanje krščansko se je tako širilo. Se pravi, zdaj, če gremo nazaj na vprašanje klica, ne delamo učencev zato, ker smo posebej poklicani za to, ampak delamo jih zato, ker smo nedvomno poklicani Jezusu, ki je pač delal učence. Se pravi, če jih je on delal, jih tudi mi naravno, nekako to spada v vizijo našega življenja, ki ga ima Bog za nas. Gre za poslušnost, gre za posnemanje in temu se ne moramo izogniti, ker je del tega velikega klica. In seveda, tudi to je važno, učence delamo ven iz njega, ne delamo svojih učencev, delamo učence njemu. In on jih dela, on jih še zdaj dela. Se pravi, iz te naše zveze z njim to počnemo gre. In tukaj prej smo peli o Božjem življenju. Jaz prav vidim, da prav v tem gre za eno zelo tako konkretno izlivanje tega Božjega življenja ven v svet. To pomeni posnemanje življenja, pomeni posnemanje celote enega življenja. Ki prihaja iz nebes prek Jezusa in zdaj prek nas v moči Svetega Duha, prvič v nas same, v naše skupnosti in potem naprej v nove ljudi, kjer se to kot zgled celotnega življenja, celotnega bivanja enostavno širi naprej. Se pravi, poklicani smo pravzaprav vse to, kar Jezus dela. In del tega je pač to, da delamo učence. Del tega je tudi, da gremo, da evangeliziramo. Da molimo proti poglavarstvom in oblastem. Prav tako del tega. Da pričakujemo zdravljenje, osvoboditve. To je vse del tega, ker to je Jezus, to je On. No in seveda, tle je ta vidik požrtvovalnosti, tudi, ki sem ga omenil že prej. Ta Božja ljubezen mora biti ljubezen tipa Jezus. Ne more biti neka druga ljubezen. To je njegova in ta pa vidimo, da je požrtvovalna. Zato pa beremo na neki točki
vsaj na enem mestu v Novi zavezi, da smo tudi oni umrli za nas, tudi mi smo dolžni življenje zabrati. To je pa standard tega, ne? In k temu nas Bog kliče, da rastemo k taki ljubezni, k tej požrtvovalni ljubezni. Ne? Zato tudi pol beremo, recimo, če kdo hoče iti za menoj, naj se odpove sebi. In vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Se pravi, stopiti na to pot pomeni na to, da začnemo s tem vsakodnevnim odpovedovanjem sebi, ker to pomeni hoditi za Kristusom. Ne? Tukaj Jezus to zelo eksplicitno pove. To je Luka 9:23 in je zanimivo, ker je tukaj prav Jezus reče vsak dan. To ni stvar, ki bi jo lahko enkrat upravil. Bilo bi fajn, če bi lahko. Žal je to stvar, ki nas čaka vsak dan, da ugriznemo vanjo, da gremo za njim. Se pravi, Jezus je naredil majhno skupino učencev, kjer so se učili posebno, intenzivno, to je bilo razdanje, in seveda prek konkretnega zgleda. Tukaj je bil konkreten zgled in on je pokazal, potem jih je pa sam poslal, recimo, pejte zdaj pa vi, uzdravljate, obujete mrtve, vse to, prišel nazaj, se mu dal poročilo, jih je vprašal, kako je šlo in tako naprej. Prav vidno, tako zelo preprosto, ima zelo jasno strategijo, kako je on to treniral ljudi in jih pošiljal na delo. Se pravi, mi smo poklicani, da delamo enak. Ni to poseben klic ali pa služba. To se mi zdi izziv, ki je pomemben, da ugriznemo vsi vanga. Zdaj pač v detajle, recimo, kako delamo učence tukaj, jaz ne bi šel danes, ker ni potrebe potem. Če vas zanima, se lahko o tem pogovarjamo sicer, če bo zanimanje, če bo potreba. Danes se mi zdi pomembno, da vidimo ta velik klic Boga, da se odzovemo na Kristusa, na vse, kar on je. In tudi tale beseda s temle bi zaključil, ko pravi Pavel na konc 15. poglavja, prvega pisma Korinčanom, prav takole. Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu. Prav hecen reče, da mi delamo Gospodovo delo. Tle vidimo spet ta link, to iztekanje Božjega življenja, delo, ko ga Kristus dela, zdaj dela njegovo telo, se tako imenujemo, smo njegovo telo, se pravi, mi ne bomo delali nič več ali pa nič manj. Zato je tudi rekel, vi boste delali celo to pa je rekel Jezus, ta pa je res težka beseda, prav še večje stvari boste delali. Ampak meni je bilo fajn, da bi začetek vsaj približno tako delali. Kar dobro. Ampak on je pa rekel, da lahko celo še večje delamo, ker je pa čisto onkraj. Se pravi, Bog kliče mene in tebe, vsakega od nas, pravi, bodi z Jezusom, drži se okoli njega, bodi v njem, posnemaj ga, živi kakor on, delaj kakor on, in seveda tudi delaj učence kakor on. In tako pol nas Pavel opominja, in je dobro, da si tudi mi opomnimo, zato vas opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili